Cenjene naročnike obveščamo, da morajo pred začetkom pospravljanja podstrešja kupiti vrednotnico za tekoči mesec. Zloraba se kaznuje. Kot ste gotovo že sami ugotovili, podstrešja poslej ne bomo več pospravljali na črno, temveč samo še po predhodnem nakupu in predložitvi vrednotnice. Zahvaljujemo se vam, da ostajate naše stranke tudi pod novimi pogoji in s tem podpirate vladna prizadevanja za preprečevanje dela na črno. Potrudili se bomo za novo, višjo kakovost pospravljanja, ki bo poslej temeljilo na odkrivanju in promociji pozitivnih dosežkov absolutno najboljše slovenske vlade zdaj in, kakor srčno upamo, na vekomaj. Začnimo s pohvalo, ki jo je o vladi Alenke Bratušek izrekel nekdanji superminister Žiga Turk. Gotovo se spomnite, to je tisti minister Janševe vlade, ki so ga v času njegovega ministrovanja, kulturniki, šolniki in sindikalisti, dodobra naučili kozjih molitvic. Po dobrem letu neprestanih uspehov vlade Alenke Bratušek celo Žiga Turk priznava njeno uspešnost vsaj na 2 področjih. Vlada se čez vse uspešno zadolžuje. Vlada, ki jo imamo, ima 2 uspeha. Uspeva se zadolževati in s tem odlaga problem na naše otroke. Drugi uspeh aktualne vlade, meni Turk, pa je? Drugi velik uspeh te vlade je, da še ni padla in s tem odlaga vse strukturne probleme na naslednjo vlado. In srčno upamo, da tudi ne bo. Če bi se namreč zgodilo, da bi vlada padla, bi bila v trenutku ogrožena ne le politična stabilnost, temveč tudi ekonomska suverenost države. Tega pa naši delavni ljudje in brezposelni državljani seveda ne bodo dopustili. Nič čudnega torej, da se zavedni državljani izjemno veselijo vsake podražitve, vsakega novega davka in vsakega novega prispevka, saj vedo, da s tem pomagajo ljubljeni vladi vztrajati na pravi poti. Med priljubljenimi ukrepi je dvig trošarine na tobak in alkohol, ki, kot se za socialno državo spodobi, omogoča, da tudi doslej zapostavljeni in na rob družbe odrinjeni državljani ponosno prispevajo svoj delež k državnemu proračunu. Vklopite razum in darujte. Morda bo zaradi vaše velikodušnosti ravno vaš pijanček postal davkoplačevalec leta. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death. Če ste nedavno nehali kaditi, vas vlada naproša, da to zgrešeno odločitev spremenite. Če nikoli niste kadili, je morda zdaj čas, da pokažete svoje domoljubje in se odločite eno prižgati. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Če vam cigaretni dim ne diši, lahko državi pomagate tako, da začnete čikati. Bodite domiselni in ne pozabite. Ne le, kar veli vam ustan, kar more dolžan je storiti državljan. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death. Tell St. Peter at the Golden Gate that you hate to make him wait, but you just gotta have another cigarette. Veliki vseslovenski akciji, ki poteka pod geslom Za domovino zbrani, kadimo tudi cicibani, so se pridružili tudi naši najmlajši. U toploj tami sobe još cigarete 2. Ko smo včeraj obiskali malčke v ljubljanskem vrtcu na Juriš, nam je vzgojiteljica skupine zakajenčkov zatrdila, da se bodoči davkoplačevalci z velikim navdušenjem odločajo prispevati k razvoju, saj so spoznali, da ta poteka v pravi smeri. Eden od posebno zagnanih malčkov, ki dnevno pokadi za vojček in pol, se nam je takole pohvalil. Če tudi sem še ciciban, kadim kot plavi državljan. Smoke, smoke, smoke that cigarette. Puff, 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 and if you smoke yourself to death.
Tell St. Peter at the Golden Gate that you hates to make him wait, but you just gotta have another cigarette.